Dejansko, seveda smo v realnem sektorju doživljali v zadnjih letih hude pretrese. Zelo hude čase, tudi sam, recimo, prihajam za zelo uspešne firme slovenske, pa smo, recimo, pred 2 meseci se morali odločiti kljub temu za odpustitev 350 delavcev skoraj. Pa smo vendarle sindikat, tako sindikat kot delodajalec, prišli do rešitve, vsaj upamo si zatrditi, da do največje možne do največjega možnega konsenza in tudi koliko se pri takem dogodku da poštenega načina odpuščanja teh zaposlenih. Seveda do tega pride predvsem zaradi trga, zaradi razmer na trgu, zaradi zmanjšanja trga, težje prodaje, na katerega tako delavci, kot časno tudi vodstvo ne moramo vplivati. Da se seveda vplivati z novimi produkti, ki v našem primeru sicer od njih nismo povsem sami odvisni, in pa da se vplivati s konkurenčnostjo, kar pomeni, da moramo vsak dan narediti več, z manj ljudmi več, da smo vendarle še konkurenčni razvijajočemu se svetu, kajti meni je bilo zelo, recimo, neprijetno poslušati že pred nekaj leti tujce, da se mi ne smemo primerjati, recimo, z Nemci ali Francozi, da ne se vendarle primerjamo z južnimi narodi oziroma z razvijajočim se svetom. In res intenzivne proizvodnje, vse multinacionalke, dejansko vse panoge intenzivne se silijo proti jugu in v Evropi je konkurenčni samo še proizvodi, ki imajo večjo dodano vrednost, kar pomeni seveda stalno odrekanje, stalni razvoj. Zato recimo se nam današnja situacija, zato mogoče nam naša situacija gleda malce drugače. Razumemo, da je država v krizi, seveda se v tem tudi kot sindikalist, tako kot ostali sindikalisti, veliko krat vprašamo, ali je bilo treba vsega tega v Sloveniji, ker se je dogajalo v zadnjih letih, kajti samo lastninjenje v realnem sektorju se je ponekod dogajalo dejansko na kriminalni način. Tu moramo reči, da je pravna država zatajila, da tudi delodajalske organizacije, da malce vrnem žogico nazaj, niso odigrali ravno pravne vloge, da se tu niso postavile dosti na stran veliko poštenih. Sicer to moramo podariti, ni bilo tega v veliko, kot se sliši v medijih. To je mogoče 10%, 90% gospodarstva je delovalo pošteno. Ampak teh 10% je dejansko izpostavljeno v medijih in se naprej ponavlja. Res pa je, da ni prišlo do sodnih epilogov in do današnjih pozivi nekaterih, da je treba pač tem ljudem premoženje vzeti. To je sicer res, treba ga bi bilo, ampak da tega premoženja skoraj da več ni. Finančna kriza ga je vzela, tudi če vse to poberemo, seveda te države ne bomo rešili finančno stanje v te državi, zato ne bo veliko boljše. Res pa je, da je že iz moralnega vidika treba tu nekaj narediti. Zdaj, kar se tiče stavka realnega sektorja, mi se seveda s tej stavki nismo pridružili. Jo pa do neke mere razumemo. Stavka je legitimna, no vse zadnje se v javnem sektorju še nikoli niso dogajali tako radikalne spremembe in je do neke mere reagiranje tudi sindikatov, pa tudi članstva, tudi recimo današnja podpora se vidi, da je bila zelo velika, dejansko razumljivo. Seveda pa, ko pogledamo stanje v državi, pa vendarle moramo ugotoviti, da v tej situaciji več kot pridelamo, več ne moramo zapraviti in da je, tako kot je že večkrat bilo rečeno, ni kriv delavec, ne v realnem, pa niti v javnem sektorju.
da je do te situacije prišlo. Zelo me pa skrbi pri tej stavki, ali pa zelo me bode v oči pri tej stavki to, da je management v javnem sektorju v tem trenutku pa dejansko popolnoma odpovedal. Kajti zelo čudno zgleda, ne vem, ne mora se zgoditi v javnem sektorju, da bi stavko podpirali menedžeri. Tle pa dejansko podpora ravnateljev, podpora dekanov fakultet, podpora direktorja javnih zavodov, podpora direktorja policije. Je to je podobno, kot da bi se recimo v podjetju dogodilo to, da ko nam pada trg, da prije direktor na sindikat pa reče, da imamo stavka. Tle je nekaj ni špila, tle je dejansko ena velikanska napaka in tle mi je vidno en velik problem. In v tem javnem sektorju na vse zadnje vsi lahko ugotavljamo, da neke predpise, oziroma da imamo preveč predpisov, da so postopki prepočasni. Vsi ga znamo kritizirati, ampak tiste uslužbenke na okenčku, tiste učiteljice v učilnicah, negovalke v domovih starejših občanov, te niso krive. Kriv je ta management, ki tega ni spremenil, ki na vse zadnje niti tudi za gospodarske razmere, je v javnem sektorju, so inšpekcijske službe, so represivni organi, noben ni naredil nič ali pa zelo, zelo premalo. In kot posledica tega je danes to, da nihče nikomor več ne zaupa. Imamo krizo moralnih vrednot, imamo krizo nezaupanja in danes v tej državi, če vprašamo enega navadnega poprečnega državljana, ugotavlja, vsak govori tako, lovimo kurje tatove, čez pa si dosti visoko, pa se ti ne more nič zgoditi. Lahko pa kradeš na milijone in milijone, pa se stvari ne obrnejo oziroma ne spremenijo. Dejansko smo zdaj v eni hudi situaciji in to državo nekako moramo ohraniti, saj imamo edino to. Zato apeliram na vlado in predvsem na sindikate v javnem sektorju, da naj vendarle se usedijo za mizo nazaj in naj se pogajajo. Kajti stavko mi sicer, kako so že prej povedali, ocenjujemo kot legitimno, vendar se pa nas zdi malce prezgodno. Ker tako kot je že bilo prej rečeno, gospoda Koštrena, stavka se uporabi takrat, kot je zmanjkalo vseh ostalih sredstev. Vendar do zdaj se je vlada pogajala. Vsak dan so bilo pogajanja in med pogajanji stavkati je malce čuden način, pa čuden pristop. Stavka bi bila seveda zelo učinkovita, verjetno bolj učinkovita kot zdaj in pa tudi bolj primerna takrat, ko izrabimo vse pogajalske možnosti in vidimo, da se pač določeni stvari ne dajo dogovarjati. Kar pa zaenkrat ni izčrpano. Tudi mi, na vse zadnje smo sindikalisti, vseh teh ukrepov ne podpiramo in upamo, da bomo v končni fazi nekatere še krepko spremenili in izboljšali, konkretno postavili. Vendar pa so nujni kot kratkoročni, dolgoročno pa seveda pričakujemo od vlade, da se naredijo ukrepi, ki bodo to stanje v tej državi spremenili. Naj končam z eno mislijo, ki je izrekel Kennedy, bivši predsednik ZDA, da sprašujemo se, kaj lahko stori domovina za nas, vprašajmo se, kaj mi lahko storimo za domovino. Bojte spoznali v takšne situacije,